V hipu lahko življenje, polno pustolovščin, ki ponuja pisano zgodbo izkušenj, družine in ljubezni, nenadoma postane temnejše odtenke sive. Z vsakim dnem odsotnost naših najdražjih meče dušečo temo, dokler na koncu luč upanja ne ugasne zavedno in za sabo pusti vprašanja tam, kjer bi morali biti ljudje. Številka 20. Skozi stoletja so arheologi odkrili nekaj neverjetnih artefaktov, za katere ni videti nobene razlage. Nekateri so bili najdeni na najbolj neverjetnih krajih, kjer jim ni mesto, medtem ko so druge izdelali ljudje, za katere še nikoli nismo slišali. Za nekatere pravijo, da vsebujejo prekletstva, drugi pa prikazujejo živali in predmete, ki jih nismo mogli prepoznati, zaradi česar nekateri verjamejo, da so jih ustvarila bitja z drugega sveta ali civilizacije, ki so se izgubile v času. Potem so tu še tisti artefakti, za katere pravijo, da v njih bodisi straši, bodisi jih je prevzela zlobna entiteta. Ta poročila običajno jemljejo z rezervo, vendar številni obiskovalci egipčanskega oddelka muzeja v Manchesteru vztrajajo, da ima eden od razstavljenih artefaktov svojo lastno voljo. Gre za pogrebno statueto iz Srednjega kraljestva, ki je razstavljena v stekleni vitrini v muzeju. Sprva so mislili, da gre le za enega izmed stotin staroegipčanskih artefaktov, ki so jih odkrili skozi leta. A nekega dne se je vse to spremenilo. Februarja 2013 je kustos muzeja Campbell Price vodil skupino obiskovalcev skozi egipčanski oddelek, ko je opazil nekaj nenavadnega, kar ne bi smelo biti mogoče. Kipce, ki se imenuje Nab Senu, bi v starih časih pokopali skupaj s faraonom, saj so verjeli, da bo služil kot nadomestno bivališče za faraonovega duha, če bi bila njegova mumija uničena. Omeniti je treba, da sta bila mumija in kipce muzeju podarjena leta 1933 in sta bila od takrat shranjena ločeno. Na omenjeni dan je bil Price presenečen, ko je opazil, da je artefakt obrnjen v napačno smer in ni imel nobene razlage, zakaj. Ostalemu osebju v muzeju je vprašal, ali je kdo premaknil artefakt, vendar ga nihče ni. Poleg tega je imelo le nekaj ljudi ključe od tega posebnega vitrine, vendar nihče ne bi premaknil kipa, ne da bi se prej posvetoval z njim. Odprl je vitrino, obrnil kip nazaj v prvotni položaj in vitrino ponovno zaklenil. Naslednji dan je bil kip spet obrnjen v drugo smer, dan zatem pa se je ponovno premaknil. Verjel je, da mora za to obstajati logična razlaga, na primer vibracije, ki jih on in njegovi obiskovalci niso mogli občutiti. Toda noben drug artefakt v isti vitrini se ni premaknil niti za milimeter, zato je bil Price povsem zmeden. Ker so sumili, da je nekdo vstopil v razstavni prostor, so nanj usmerili kamero, ki je vsako minuto posnela fotografijo. Ko so pregledali slike, so bili muzejski uslužbenci presenečeni, saj so ugotovili, da se je artefakt obračal sam od sebe, medtem ko so ostali popolnoma pri miru. Predlagano je bilo, da bi se artefakt lahko obračal zaradi razlike v trenju, kar je vsekakor verjetna razlaga, vendar je Price ostal skeptičen. Poročal je, da je bila statueta že nekaj časa postavljena v istem vitrini in da se prej nikoli ni premaknila, kar ne bi bilo mogoče, če bi bila za to kriva ta vrsta trenja. Mnogi strokovnjaki so podali svoje mnenje o tej teoriji, vendar nihče ni mogel pojasniti, zakaj se je artefakt nenadoma začel tako obnašati, ko je v preteklosti ostajal popolnoma nepremičen. Še danes je razstavljen za vsakogar, ki si ga želi ogledati, če je seveda dovolj pogumen. Številka 19. 27. februarja 1989. Zaposleni, ki so prispeli v podjetje za izdelavo slikarskih okvirjev v Norcrossu v Georgiji, so ugotovili, da je njihova stavba poplavljena zaradi sistema za zalivanje, ki se je sprožil zaradi požara na delovnem mestu računalniške programerke Lise Geise. 26-letnica je dan prej delala sama. Območje je bilo ožgano in odkrili so nekaj zloveščega. Življenjska tekočina se je nabrala blizu Lisine mize, vendar so jo zalili in razredčili brizgalniki. In Lisa je bila pogrešana. Policija, ki je preiskovala prizorišče, je v bližnjem gozdu našla 4-pičla 5-kilogramski zagozdnik za vrata, prekrit z razredčeno rdečo tekočino, za katerega menijo, da bi lahko bil morebitno orožje. Lisin torbiko, v kateri je bilo vse, razen njenih avtomobilskih ključev, so našli na bližnji strehi, potem ko je pozvonil njen pozivnik. Njen Nissan Pulsar iz leta 1983 so našli eno ulico stran. Preiskovalci so prav tako odkrili poskuse brisanja podatkov iz službenega računalnika. Življenjska tekočina je bila razmazana po službenem vozilu in po poštnem vozičku z rdečimi madeži.
Kljub dokazom pa Lise in njenega telesa niso mogli najti. Detektivi so se osredotočili na nedavno odpuščenega zaposlenega, ki je ponaredil svoj življenjepis in bil na pogojni zaradi poneverbe. Domneva se, da je vstopil, da bi izbrisal datoteke, pri tem pa nepričakovano naletel na Liso, za katero policija verjame, da je bila umorjena in nato premaknjena. Testiranje z luminolom na osumljenčevem BMW-ju je pokazalo sledi, vendar so bili rezultati neprepričljivi. Leta kasneje je osumljenčeva žena namignila, da je bila Lisa odvržena v enega izmed vodnjakov na njihovi posesti, vendar iskanje ni prineslo rezultatov. Primer Lise Geis ostaja nerešen. Nihče ni bil aretiran, njena družina pa verjame, da ne bi odšla tik pred načrtovano poroko, ki naj bi se zgodila že čez nekaj tednov. Številka 18. Pravi se, da so bili pripadniki kulture zvončastih čaš ključni pri prinašanju bronaste dobe v Britanijo in da so morda pomagali pri prenovi Stonehengea, vendar vemo zelo malo o tej civilizaciji in življenju, ki so ga živeli. Zdaj verjamemo, zahvaljujoč analizi DNK, da so ljudje zvončaste čaše prispeli v Britanijo nekje med letoma 2400 in 2600 perconeštiništita in da je njihov prihod pomenil konec neolitika. Poleg tega pravijo, da je njihova DNK skoraj v celoti nadomestila DNK prvotnih prebivalcev Britanije, kar pomeni, skoraj nihče od prvotnih prebivalcev otoka ni povezan s sodobnimi ljudmi, ki tam živijo danes. To so ugotovili v študiji, kjer so primerjali DNK ljudi, ki so bili pokopani v Britaniji pred in po prihodu teh skrivnostnih ljudi. Vodilni raziskovalec, profesor Ian Barnes, je poročal, da je bila DNK najdena v ostankih ljudi, ki so bili pokopani po njihovem prihodu, izjemno različna od DNK prvotnih prebivalcev, kar je nakazovalo na velikansko zamenjavo prebivalstva. Ljudje zvončaste čaše so to ime dobili zaradi svojega značilnega sloga lončarstva. Pred približno 4500 leti so začeli izdelovati lončene posode v obliki zvonca, kakršnih prej še ni bilo, prvič pa so jih opazili na območju današnje Španije in Portugalske. Ta slog je hitro postal moden po Evropi, stoletje kasneje pa so ga prvič opazili tudi v Britaniji. Čeprav za to ni bilo najdene trdne razlage, so učenjaki predlagali, da so bili ljudje zvončaste čaše v procesu množičnih migracij in da so ta slog lončarstva prinašali s seboj kamorkoli so šli. V nekaj stoletjih je v Britanijo prispelo še več ljudi zvončaste čaše in kmalu so skoraj popolnoma zamenjali DNK prvotnih prebivalcev tega območja. Imamo celo dobro predstavo o tem, kako so izgledali. Zahvaljujoč analizirani DNK, raziskovalci verjamejo, da so imeli svetlo kožo, svetle lase in svetle oči. Ob njihovem prihodu so imeli domačini Britanije običajno rjave oči, rjave lase in olivno obarvano kožo, kar danes zagotovo ne drži več. To se zdi, da podpira teorijo, da so bili prvotni prebivalci postopoma zamenjani, saj so ljudje iz kulture zvončaste čaše imeli otroke z domačini, ki so sčasoma izginili v pozabo. Kar zadeva izvor, ljudi iz kulture zvončaste čaše so sprva verjeli, da prihajajo iz Liberije, vendar strokovnjaki glede tega niso 100% prepričani. Prav tako je bilo predlagano, da so se pomešali z lovci in nabiralci v Evropi, preden so odpotovali v Britanijo, kar pomeni, da je bil njihov DNK spremenjen že pred njihovim prihodom. Ni običajno, da DNK ene skupine popolnoma prevlada in s časoma zasenči drugo, vendar nekateri strokovnjaki menijo, da za to obstaja razlaga. Menijo, da je morda izbruhnila epidemija in da je sledila tragedija. Zelo verjetno je, da so bili pripadniki kulture zvončaste čaše imuni na učinke bolezni, medtem ko prvotni Britanci niso bili. Tako bi pripadniki kulture zvončaste čaše še naprej uspevali, medtem ko bi Britanci podlegli kugi, zaradi česar bi se njihov DNK skozi leta zmanjševal. Celo predlagano je bilo, da so začeli uporabljati Stonehenge in številna druga neolitska najdišča, ki so bila zgrajena v Britaniji, ter da so morda sodelovali pri preoblikovanju tega slavnega spomenika, čeprav to ni bilo dokazano. Domorodcem v Britaniji so predstavili obdelavo kovin, lokostrelstvo in svoj značilni slog lončarstva. Če bi se karkoli od tega kdaj izkazalo za dokončno resnično, bi to lahko spremenilo zgodovinske knjige, kot jih poznamo. A za zdaj se moramo o teh starodavnih ljudeh zvončaste čaše še veliko naučiti. Številka 17. Narodni park New River Gorge je dom razgibane reke z brzicami, ki teče skozi globoke kanjone soteske. Kljub svojemu imenu je reka New River pravzaprav ena najstarejših na celini. Sam park se razprostira na več kot 70,000 akrih in ponuja številne slikovite razglede. Čeprav je ta park lep, je tako kot mnogi drugi nevaren in neusmiljen.
Tukaj je bilo skozi leta več izginoti in prav na tej lokaciji so Jasmino Michelle Cruz nazadnje videli teči, preden je izginila v pozabo. 50-letna Jasmina je 1. aprila 2016 obiskovala svojo mamo. Stanovanje se je nahajalo v delu ulice Boonesboro Road, okoli hišne številke 1100 v Deepwaterju, zahodna Virginia, le 40 km od narodnega parka New River Gorge. Tistega dne se je prijeten obisk med mamo in hčerko hitro spremenil v prepir in v gospodinjstvu je izbruhnil spor. Nikoli ni bilo natančno pojasnjeno, zaradi česa je prišlo do nesoglasja, vendar je bilo dovolj, da je ženska stekla v gozd v smeri rezervata. To bi bil zadnjič, da bi kdo videl ali slišal za Jasmine. Ko je bila ženska prijavljena kot pogrešana policiji, so začeli preiskavo, vendar so kmalu prišli do zaključka, da v tem primeru ni nič nenavadnega. Jasmine je bila odrasla in je smela oditi, kadar je želela. Zaradi tega prepričanja so se oblasti odločile, da njenega primera ne bodo obravnavale kot pogrešano ali ogroženo osebo. Toda do maja, ko še vedno ni bilo nobenega sledu o njej, se je policija odločila, da je potrebna nadaljna preiskava. Takrat so začeli preiskovati dogodek in upoštevati možnost, da je bila vpletena kazniva dejanja. 18. maja so namestniki okrožja Fayette cel dan iskali Jasmine ob rečnih bregovih in okoli hiš na območju, kjer so jo nazadnje videli. Namestnikom so pomagale enote K9 iz skupine za iskanje in reševanje zahodne Virginije. Kljub temeljitemu iskanju se ni pojavila nobena sled, ki bi nakazovala, kje je pogrešana ženska ali kakšna je njena usoda. Opaženo je bilo, da Jasmine nima nobenih duševnih ali fizičnih težav, zaradi katerih bi bila nevarna sebi ali drugim. Glede na bližino narodnega parka, New River Gorge oblasti verjamejo, da se je morda izgubila znotraj rezervata. Vendar iskanje po tem območju ni bilo izvedeno in primer ostaja frustrirajoče nerešen. Številka 16. V 15. in 16. stoletju je bila plemiška družina Corte Real, ki je izvirala iz Španije, znana po svoji ljubezni do raziskovanja svetovnih oceanov. Dva sinova družine, Gaspar in Miguel, sta to ljubezen podedovala od svojega očeta, Joa Vaza Corte Reala. Za Gasparja so pravili, da je bil pravi pustolovec med obema, saj je odraščal v poslušanju zgodb o daljnih deželah in se hitro naučil brati zemljevide. Njegovo željo po pustolovščinah so še okrepila odkritja, ki so jih do leta 1500 naredili drugi raziskovalci, vključno z novimi trgovskimi potmi, novimi celinami, ozemlji in rasami, ki jih še nikoli niso videli. Kot odraslega je Gasparja izbral portugalski kralj Manuel I, da se pridruži drugim raziskovalcem pri odkrivanju novih območij. In na svojem prvem potovanju je morda dosegel Grenlandijo, čeprav ta teorija ostaja predmet razprav. Trdil je, da so ga skupaj z možmi slabe vremenske razmere prisilile k vrnitvi, še preden bi lahko stopili na kopno, vendar je imel vso namero, da se vrne z več možmi. Ko je leta 1501 zbral veliko skupino raziskovalcev, je ponovno odplul, tokrat s 3 ladjami. Ko so prispeli na območje, so zaradi ledenih razmer naleteli na težave. Ladje niso bile zgrajene za prebijanje skozi led, zato se je Gašpar odločil spremeniti smer in verjame se, da je skupina pristala na Novi Fundlandiji ali morda v Labradorju. Odprava je bila uspešna in Gašpar je približno 60 ljudi, ki so živeli na tem območju, odpeljal s seboj nazaj na Portugalsko. A nekaj, kar nam ni znano, se je zgodilo na poti, saj sta druga 2 ladja varno prispeli. Gašparjeve pa ni bilo nikjer. Miguel ni mogel sprejeti, da je njegov brat preprosto izginil. In ker je tudi sam imel rad pustolovščine, ter mu je bilo obljubljeno nekaj odkrite zemlje, se je odločil, da začne iskanje Gašparja. Leta 1502 je zbral novo skupino mornarjev in s temi ladjami odplul iz Lizbone. Odpravil se je nazaj na območje, kjer so njegovega brata nazadnje videli, kar je pomenilo, da so morali on in njegovi možje prečkati iste ledene vode, na katere so naleteli Gašpar in njegove posadke. To ni predstavljalo večje težave, saj so območje dosegli brez večjih zapletov. Toda potem je Miguel naredil usodno napako. Odločil se je, da morajo preiskati večje območje hitreje, zato je ukazal, da se 3 ladje razdelijo. Dogovorili so se, da se bodo srečali na določenem mestu sredi avgusta tistega leta in 2 ladji sta res prispeli, vendar je Miguelova izginila, tako kot njegova bratova. Ugibali so, da je bila njegova ladja ali nepopravljivo poškodovana zaradi ledu ali pa je potonila med nevihto.
Družina Corte-Cortereal pa ni obupala. Leta 1503 je njun brat Vasco Anés poslal 2 ladji na isto območje, da bi poiskal brata. Saj mu seveda ni bilo dovoljeno spremljati odprave. Nekateri zgodovinarji pa so domnevali, da se je eden od bratov ali sta se oba odločila, da se ne vrneta na Portugalsko in da sta dolgo živela v enem od teh območij. Toda to se seveda nikoli ni dokazalo in zgodovinarji lahko le ugibajo, kaj se je zgodilo z bratoma Corte-Cortereal pred vsemi tistimi stoletji. Številka 15. A.J. Breaux, prebivalec Homerija v Louisiani, je bil priljubljen član svoje skupnosti. Zadnja 30 letja je delal kot prodajalec v lokalni trgovini z oblačili. Bil je ločen in imel je 3 hčere. A.J. je imel tudi nekaj nesrečnih zapletov, predvsem z alkoholom. Potem, ko je leta 1983 dosegel prelomno točko, se je odločil, da je dovolj. Poiskal je pomoč in do leta 1991 je bil že 8 let trezen. Potem, ko se je naučil iz svojih napak, je 50-letnik storil vse, da bi pomagal drugim, ki so trpeli zaradi iste težave. Postal je tajnik lokalnih srečanj anonimnih alkoholikov, v upanju, da bo pomagal spremeniti življenja drugih, ki so bili na poti, da doživijo enako usodo. A.J.-jeva prizadevanja pa so se avgusta končala, ko je skrivnostno izginil in ni pustil nobenih sledi o svoji usodi. Bilo je 28. ko je po končanem rednem srečanju A.A. odšel čez cesto v trgovino, da bi kupil mleko. Svoj avto, Ford Tempo, je pustil na parkirišču parka Džembui, kjer so potekala srečanja. Ni jasno, ali je A.J. sploh vstopil v trgovino ali kaj kupil. Ni znano, ali je izginil preden je vstopil v notranjost ali pa je izginil kasneje. Takrat je A.J. živel pri eni od svojih hčera in ko se tisti večer ni vrnil domov, ga je naslednji dan prijavila kot pogrešanega. Minil je cel dan, preden so preiskovalci naleteli na Tempo, ki je bil zapuščen nasproti kluba Easy Does It. Vozilo je bilo zaklenjeno, v njem pa je ostalo veliko njegovih osebnih stvari, vključno z denarnico, čekovno knjižico in bančno torbico, v kateri je bilo $165. Na kraju dogodka so manjkali avtomobilski ključi in škatla mleka. Rezervoar za gorivo je bil prav tako prazen, čeprav ga je napolnil le nekaj ur prej. Novica, da je ugleden meščan Home pogrešan, se je začela širiti po skupnosti in skoraj takoj so začela prihajati poročila o občasnih opažanjih. 30. avgusta, na isti dan, ko so našli vozilo, je dolgoletni prijatelj Kenneth Pellegrin trdil, da je naletel na A.J.-ja. Trdil je, da je pogrešani moški uporabljal telefonsko govorilnico pred trgovino. Kenneth ga je opisal kot razmršenega in ne tako družabnega, kot je bil običajno. Opazili je tudi, da so A.J.-ja opazovali 3 moški v rdečem majhnem avtomobilu. Prijatelj je tudi ugotovil, da je bila njegova obleka nenavadna in zanj netipična. Nosil je flanelasto srajco, ohlapne hlače in stare teniske, ki niso dedovale, kot da bi bile njegove. A.J. je imel na večer svojega izginotja oblečeno belo srajco in kravato. Ko je Kenneth vstopil v trgovino in nato spet prišel ven, sta bila tako njegov prijatelj kot rdeči avto izginila. Kasneje tisti dan naj bi še en znanec opazil A.J.-ja in zlovešči rdeči avto. Vozil je po podeželski cesti 8 mil izven Home. Naslednje pričevanje očividca bi razkrilo še bolj zlovešče informacije. Domnevno je videl 3 moške, ki so neznanega moškega sivili v bel avto v parku Džembui, prav na mestu, kjer so našli Tempo. Primer bi na to dobil zelo srhljiv preobrat, ko je na policijsko postajo prispelo sporočilo, ki je namigovalo, da je bil A.J. tistega večera, ko je izginil, pod vplivom alkohola in da si je sam povzročil rano v trebuh. Sporočilo je trdilo, da so ga nato dali v bombažno vrečo in ga zvalili čez breg močvirskega rokava blizu jezu. Jazz, na katerega so se sklicevali, je bil blizu parka, zato so detektivi hitro začeli obsežno iskanje, vendar niso našli ničesar in so zaključili, da je bilo pismo le bolna potegavščina. Naslednje možno opažanje pogrešenega moškega je bilo 24. septembra. Prebivalka Lockporta, Christy Burdro, je opazovala kombi, ki se je ustavil blizu njene hiše. Neurejen moški je omahnil iz vozila, domnevno je zaudarjal po alkoholu. Moški je pristopil k njej in jo vprašal, ali bi želela kupiti vrečo zamrznjenih rib. Ona je odklonila in moški je odšel. Christy je mislila, da je videti znan in da bi lahko bil A.J. Ko so ji pokazali starejšo policijsko fotografijo A.J.-ja iz njegovih pivskih dni, je bila prepričana, da je bil moški, ki ga je videla, tisti, ki so ga iskali.
Toda ne glede na ta opažanja, je A ostal zlovešče pogrešan. Vozil, s katerimi so ga videli, nikoli niso našli, skrivnostnih moških pa nikoli niso identificirali. Številka 14. Sethov Material je knjiga, ki ste jo napisala Jane Roberts in njen mož Robert Butts. Vendar je drugačna od vseh drugih knjig, ki so bile kdajkoli izdane, saj trdita, da vsebuje njuno komunikacijo z entiteto imenovano Seth. Ta zgodba se začne leta 1963, ko sta Jane in Robert dobila idejo, da bi opravila nekaj raziskav za knjigo, ki jo je Robert pisal o izvenčutni zaznavi. Kupila sta Ouija desko in začela eksperimentirati, da bi ugotovila, ali so govorice o teh deskah resnične. Nista vedela, da se jima bodo življenja zavedno spremenila. 3. decembra tistega leta sta začela govoriti z moško entiteto, ki je trdila, da je ime Seth. Začela sta zapisovati te pogovore, a sčasoma je Jane začela prejemati sporočila brez deske Ouija, saj so se ji očitno kar usiljevala v možgane. To je pomenilo, da deske ni bilo več treba uporabljati, saj je Jane lahko preprosto posredovala sporočila Robertu, ki jih je nato zapisoval. Seth je pojasnil, da je bitje čiste energije in da ga fizični svet ne zanima več. Dodal je, da je zaključil vse svoje reinkarnacije na Zemlji in da zdaj živi na drugem nivoju obstoja. In poleg tega so bila informacije, ki jih je posredoval paru, v preteklosti že dane mnogim drugim ljudem, vendar sta on in druga bitja z vsako novo generacijo svoje sporočila vedno znova ponavljala. Seth se je zdel seznanjen s sodobnim jezikom. Jane pa je trdila, da se pogosto, ko je končala pogovor s Sethom, ni spomnila, da bi sploh govorila z njim ali pila vino med pogovorom. Čeprav je bilo prejetih veliko sporočil od Setha, je bil njegov glavni cilj naučiti Jane in preostali svet, da lahko ustvarjajo svojo lastno resničnost zgolj s svojimi mislimi in prepričanji. Prav tako je pojasnil, da je reinkarnacija zelo resnična in da je eno izmed temeljnih načel obstoja. Kar zadeva vsakega posameznika, ki ustvarja svojo lastno resničnost, je ponudil razlago, kako to deluje. Notranji ego vsake osebe je odgovoren za ustvarjanje njene fizične oblike in neposrednega fizičnega okolja okoli nje. Izkušnje, skozi katere gredo, so določene z njihovimi pričakovanji, prepričanji in odnosom, ustvarja pa jih zunanji ego. Na kratko je Seth pojasnil, da vsaka oseba doživlja življenje, na katerega se osredotoča, in da ga je mogoče spremeniti šele, ko se odloči spremeniti svoja pričakovanja in prepričanja. Jane je to podrobneje razložila in povedala, da fizično okolje okoli nas ustvarjajo naši umi. Te misli so nato napolnjene z energijo, ki prihaja iz umov množic, in dogodki, ki jih doživljamo kot skupina ali posamezniki, so ustvarjeni na enak način, skozi misel in energijo. Poleg tega je Seth trdil, da resničnost nima začetka ali konca in obljubil, da bo vsak, ki mu bo sledil, doživel spremenjeno zavest in pustolovščine, o katerih se nikoli ne bi mogli niti sanjati. Te seanse so se nadaljevale še 21 let, dokler Jane ni umrla leta 1984. Medtem ko mnogi verjamejo, da Seth nikoli ni zares obstajal, so številni drugi v Janinih zapisih našli modrost, saj so menili, da so njene knjige na boljše spremenile njihov pogled na svet. Številka 13. Ime Lloyd Lionel Gaines morda ni splošno znano, vendar je bil 3 mesece pred svojim izginotjem pomembna osebnost. Lloyd je zmagal na vrhovnem sodišču ZDA, ki je odločilo, da mora zvezna država Missouri ali sprejeti njega na pravno fakulteto ali pa zgraditi ločeno, a enakovredno šolo za Afroameričane. Njegov 3-letni pravni boj je na koncu tlakoval pot za desegregacijo univerz po vsej državi in tako je lahko uresničil svoje sanje, da postane odvetnik. Nažalost so se Lloydove sanje, takoj po razsodbi v njegovo korist, spremenile v nočno moro. Bil je deževen večer, marca 1939, ko je zapustil svoj dom v St. Louisu in vratarju povedal, da gre le na hitro po znamke. Z tega opravka se nikoli ni vrnil in nikoli več ga niso videli ali slišali zanj. Ker je bil Lloyd samotarec, je minilo več dni, preden je kdo sploh opazil, da ga ni, in še dodatnih 7 mesecev, preden je to postalo javno znano. Časopisi po vsej državi so objavili njegovo fotografijo in jo označili kot pogrešanega. Ta prizadevanja niso prinesla nobenih konkretnih sledi in v naslednjih nekaj mesecih so se začele širiti govorice o nenadnem izginotju Lloyda. Nekateri so ugibali, da je postal žrtev segregacionistov, ki so mu vzeli življenje, medtem ko so drugi namigovali, da je pobegnil iz območja in živi drugje. Občasna opažanja so Lloyda postavljala v New York kot učitelja in v Ciudad de Mexico, potem ko naj bi bil podkupljen, da opusti tožbo, ki jo je vodil.
Nobena od teh trditev ni bila nikoli potrjena. Glede na obdobje, v katerem je Lloyd izginil, policija tega nikoli ne bi preiskovala. Vendar pa tudi ni jasno, ali je njegova družina sploh kdaj šla na policijo prijaviti njegovo izginotje. Večina njegovih sorodnikov še vedno živi na tem območju in čaka na preboj, ki morda nikoli ne bo prišel. Leta 1951 je novinar po imenu Edward T. Clayton objavil članek o tem primeru. Njegovo poročilo ostaja najbolj temeljita preiskava izginotja Lloyda, vendar še vedno ni moglo dokončno potrditi, kaj se je zgodilo s pogrešanimi aktivisti. Do zdaj so bili vsi dokazi izbrisani in primer bo ostal še ena nerešena skrivnost izginule osebe. Številka 12. Če bi naključno osebo na ulici vprašali, kdo po njenem mnenju je odkril Ameriko, bi 99% ljudi odgovorilo z imenom Krištof Kolumb. To so nas učili v šoli in v zgodovinskih knjigah, vendar pa naj bi bil po nekaterih virih pravzaprav Valižan tisti, ki je prvi prispel na celino. Leta 1170 je bil Owain Gwynedd vladar slavnostne grofije v Walesu z imenom Gwynedd in še vedno velja za enega najboljših in najpomembnejših kraljev, kar jih je ta dežela kdaj imela. Večkrat sta se Owen in kralj Henrik II. Anglije spopadla zaradi neodvisnosti in širjenja Walesa, saj se je Henrik osredotočal na ponovno osvojitev Walesa za Anglijo. Henrika je na koncu premagal Owen in njegovi zavezniki v Walesu, ki jim je na ta dan pomagala tudi slabo vreme. Leta 1170 je Owen umrl in skoraj takoj je med njegovimi 13 otroki izbruhnil notranji boj glede tega, kdo ga bo nasledil na prestolu. Dva od njegovih sinov, Melek in Riered, sta se odločila, da nočeta imeti ničesar z razpravo ali s preostalo družino. V Llandale sta se vkrcala na ladjo in po legendi sta začela pluti proti zahodu brez posebnega cilja, saj sta se odločila videti, kam jo bo pot zanesla. Preplula sta Atlantski ocean in na koncu prispela na ameriško celino. Odločila sta se, da morata to odkritje deliti s svojim ljudstvom, zato se je Maddox vrnil domov po več mož. Ko je prispel tja, je domačine navdušil s pripovedmi o svojih potovanjih in o novem svetu, ki sta ga odkrila z bratom. Očarani nad njegovimi zgodbami se je veliko mož prijavilo za drugo odpravo in leta 1117 so odpluli z otoka Lundy. Pravijo, da je skupina prispela nazaj v Ameriko in pristala v zalivu Mobile v Alabami. In od tam so se odpravili po reki Alabama navzgor, kjer so ob poti postavili nekaj kamnitih trdnjav. Indijanska plemena o tem še vedno govorijo in so potrdila, da so te trdnjave zgradili belopolti možje, čeprav nikoli ni bilo dokazano, da sta bila to Maddox in njegova skupina mornarjev. Vendar so zgodovinarji potrdili, da so te zgradbe izjemno podobne gradu Dolwith Ellen v okrožju Conwy v Walesu. Te iste zgradbe so bile datirane v čas pred prihodom Krištofa Kolumba na celino, zato veliko ljudi verjame, da je bil Maddox njen pravi odkritelj. Niti Madoka, niti Rivida, niti katerega koli od njihovih mož niso nikoli več videli in špekulira se, da so se odločili ostati v Ameriki, ker so začeli živeti kot del domorodnega plemena. Številka 11. Sherry Daugherty je postala še en primer nepojasnjenega izginotja. Rojena je bila julija 1963 in je odraščala v Paradise Valley v Arizoni. Leta 1991, pri 28 letih, je živela v severovzhodnem delu Phoenixa. Živela je s svojim fantom v delu ulice East Via Estrella pri številki 6400, oba pa sta si služila kruh kot obrazovalca dreves. Čeprav je ta fasada kazala na srečno življenje, je bila resnica daleč od tega. V hiši je tičalo nekaj temnega. Po vseh podatkih je Sherry ohranjala vedro podobo, kljub vsemu, kar se je dogajalo v njej. A vendar bi bila ta vedra plat tisto leto izginila, ko je nekaj resnično nenavadnega zajelo Paradise Valley. Bilo je 29. marca, ko je Sherry zapustila svoj dom in se odpravila proti nakupovalnemu središču Paradise Valley. Nameravala je kupiti kopalke in je svojega fanta prosila za nekaj denarja. Z veseljem je ustregel in ona je odšla, stopila je v temo noči ob 20. uri. Nikoli več je niso videli. Šele nekaj dni kasneje, po več neodgovorjenih telefonskih klicih, je družina Sherry postala zaskrbljena in ugotovila, da se tiste usodne večeri po obisku nakupovalnega središča ni nikoli vrnila domov. Sorodniki so sprva sami vodili iskanje, potem ko so izvedeli, da je šla v nakupovalno središče. Odpravili so se na parkirišče trgovine, kjer so našli zapuščen zeleni El Camino Sherry.
Pustili so ga na parkirišču pred Targetom. Družina je takoj opazila nekaj nenavadnih podrobnosti v zvezi s to najdbo. Najprej je bil voznikov sedež pomaknjen bolj nazaj, kot je bila Sherry vajena. Bila je visoka 160 cm, položaj sedeža pa je nakazoval, da ga je uporabljal nekdo precej višji. Denarnica, torbica in osebni dokumenti zdaj pogrešane ženske so bili najdeni v njenem domu v East Villa Estrella. S časoma so oblasti izvedele za nenadno izginotje Sherry in zaslišale njenega fanta. Povedal jim je o nenadnem obisku nakupovalnega centra zaradi kopalk, ni pa pojasnil, kako se je noč do takrat odvijala. Kopalke niso bile nujna stvar in bi lahko počakale do jutra. Ko so policisti začeli bolj podrobno raziskovati, so odkrili temo, ki je preganjala dom. Izkazalo se je, da je imel par zgodovino družinskih sporov, pri čemer je bil fant pogosto viden kot pobudnik. Detektivi so hitro prišli do zaključka in Matthewa Chalesa imenovali za glavnega osumljenca v primeru. Njihovi sumi so se še okrepili, ko so priče razkrile nekaj vznemirljivega. Domnevno se je i Charles več posameznikom hvalil, da je storil popoln zločin. Domnevno je trdil, da je ubil Sherry in je odstranil v sekalniku za les. Vendar za to obtožbo nikoli niso našli nobenih dokazov in policija ni mogla potrditi, ali je sploh umrla. Na videz ni bilo ničesar, kar bi nakazovalo, da je temu tako. Leto kasneje je bil i Charles aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola, ponovno leta 1995 zaradi napada in kršitev v zvezi z mamili, nato še zaradi istega razloga leta 1999 in leta 2007. Naslednjih nekaj let je primer Sherry Dougherty ostal v mirovanju, vse do nepričakovane novice marca 2016. Qatar News je poročal, da je policija v Phoenixu morda blizu aretacije v tem primeru. Niso podali nobenih dodatnih podrobnosti, vendar skoraj desetletje kasneje še vedno nihče ni bil obtožen izginotja. Številka 10. Vojaško osebje že desetletja poroča o nenavadnih lučeh na nebu in nerazrešen primer izginotja dveh pilotov, Felixa Monckel in Roberta Wilsona, ni nobena izjema. Incident se je zgodil v noči na 23. november 1953. Po vseh podatkih je bila to nevihtna noč. Člani ameriškega poveljstva zračne obrambe, ki so bili nameščeni blizu kanadske meje, pa so postali sumničavi, ko so na svoji radarski opremi opazili letalo, ki se je približevalo. Sprva so domnevali, da bi lahko šlo za kanadsko letalo, vendar so za vsak slučaj iz bližnje letalske baze Kinross poslali reaktivno letalo F-88C Scorpion, da bi zadevo raziskali. Na krovu sta bila prvi poročnik Felix Moncla, ki je pilotiral letalo, in drugi poročnik Robert Wilson, ki je bil zadolžen za sledenje plovilu preko radarja. V naslednjih nekaj mesecih so se stvari v zraku zelo zapletle in po mnenju ufologov je to postal eden najbolj nenavadnih vojaških opažanj MNLP-jev, kar so jih kdaj zabeležili. Menilo se je, da bo plovilo razmeroma lahko najti, vendar temu ni bilo tako. Ko je letalo vzletelo, je Wilson težko sledil plovilu prek radarja, saj je nenehno spreminjalo smer. To je bilo sporočeno zemeljski ekipi, ki je nato začela usmerjati Moncleja. Pospešil je na 500 milj na uro in s časoma začel dohitevati neidentificirano plovilo, vendar je do takrat že minila pol ure. Zemeljska ekipa je bila presenečena nad okretnostjo drugega plovila in zaskrbljenostjo je opazovala, kako se je reaktivno letalo začelo približevati svojemu cilju. Naročili so Mangli, naj se spusti z 25,000 na 7,000 čevljev. In približno 70 milj od obale Kiwi No Pointa so končno dohiteli neznani predmet. Pripadniki vojske, ki so upravljali radar, so povedali, da sta se dve točki na njihovem zaslonu začeli približevati ena drugi, nato pa se je zgodilo nepredstavljivo. Signal Mongol in Wilsona na radarskem zaslonu je nenadoma izginil, kar je povzročilo veliko zaskrbljenost pri vseh vpletenih. Le nekaj sekund kasneje je drugo plovilo nenadoma spremenilo smer, preden je tudi njegova točka brez razlage izginila. Druga plovila so bila takoj poslana na območje, da bi preverila, kaj se je zgodilo, vendar niso našli nobene sledi obeh moških. Iskanje so izvedli ameriško vojno letalstvo, obalna straža in kanadsko vojno letalstvo, vendar brez uspeha. V svojem poročilu za medije je vojska pojasnila, da sta se dva signala na njihovem radarju v nekem trenutku združila, nato pa je njihov reaktivec nenadoma izginil, kot da bi izginil v nič.
Toda to izjavo so kmalu zatem spremenili in trdili, da je radarist napačno interpretiral, kar je videl, ter da sta Munkla in Wilson uspešno prestregla objekt, ki je bil letalo kanadskih zračnih sil C-047. Nadalje so trdili, da je letalo zgrešilo svojo načrtovano pot za približno 30 milj in vstopilo v prepovedani zračni prostor. Ko so jih vprašali o Wilsonu in Mansley, so domnevali, da je pilot nenadoma doživel napad vrtoglavice, zaradi česar je letalo strmoglavilo o Gornje jezero, medtem ko sta se oba moška vračala na bazo po uspešno opravljeni misiji. Kanadska vojska je izjavila, da je to izmišljotina, saj tisto noč niso poslali nobenega leta tisto noč. In poleg tega so ženi Menkel sprva povedali, da je strmoglavil v jezero, nato pa, da je njegovo letalo eksplodiralo v zraku. Vsakršna omemba te posebne misije je bila odstranjena iz vojaških zapisov in dogodek nikoli ni bil v celoti pojasnjen. Veliko ljudi verjame, da je šlo za srečanje z nezemeljskim plovilom, vendar bo, ali je to res ali ne, verjetno ostalo neznano javnosti, saj o tej misiji sploh ne obstajajo nobeni zapisi. Številka 9. Leta 1990 je 34-letna Doreen Marfio iz Johnstona, Rhode Island, pustila službo, da bi se posvetila zakonu s Stevenom, ki jo je sumil, da ima afero. Doreen je izginila 29. marca na dan, ko ni poklicala svoje matere. Steven je trdil, da je tisti dan obiskal Doreen med nenavadno dolgim enournim odmorom za kosilo. Ko se je ob 16. uri vrnil domov, je bila ona že izginila. 2 dni je čakal, do 31. marca, preden je prijavil njeno izginotje. Steven je trdil, da so izginili kovček, oblačila in $600, kar naj bi nakazovalo, da je odšla prostovoljno. Policija pa je opazila, da so njen avto, mačke, navijalke za lase in zobna ščetka ostali doma, prav tako pa z njunega skupnega računa ni bilo dvignjenega nobenega denarja. Preiskovalci niso verjeli, da je odšla sama, zato so se osredotočili na Stevena, ki je priznal, da je najel zasebnega detektiva zaradi suma, da ima več afer, vendar zato ni predložil nobenih dokazov. Primer je zastal, dokler se 2 meseca kasneje nista pojavili 2 strojepisni sporočili. Ena je namigovala, da je bil upleten Steven in trdila, da je njeno telo v ribniku v Providenceu, vendar iskanja na tem območju niso prinesla nobenih rezultatov. Drugo sporočilo je obtoževalo Doreen, da vara in navajalo domnevne partnerje. Obe pismi so izsledili do pisalnega stroja v hiši Stefanove matere, vendar je Steven nato odklonil sodelovanje in najel odvetnika. Potem je primer zastal. Steven je umrl 9 let kasneje, ne da bi ponudil kakršnokoli razjasnitev. Nikoli ni bil obtožen, izginotje Doreen Marfio pa do danes ostaja nerazrešeno. Številka 8. Vedno je zaskrbljujoče, ko se najdejo dokazi, da je nekdo, za katerega so domnevali, da je mrtev, v resnici nekje živ, ne da bi to vedeli njegovi prijatelji in družina. Čeprav nikoli ni bilo dokončno dokazano, da je Herschel Greenspan preživel 2. svetovno vojno, ena fotografija nakazuje, da je bilo temu res tako. Greenspan, ki je prihajal iz Hanovra v Nemčiji, nikoli ni uradno postal nemški državljan, zahvaljujoč nemškemu zakonu o državljanstvu iz leta 1993, ki je določal, da lahko otrok, rojen v Nemčiji, pridobi državljanstvo le, če sta bila oba njegova starša rojena tam. Namesto tega je po koncu 1. svetovne vojne postal državljan Poljske, skupaj s preostalo družino. Medtem ko je živel v Hanovru, je bilo razglašeno, da bodo vsi poljski Judi v Nemčiji aretirani in Greenspanova družina je bila med 12.000 ljudmi, ki so jih pridržali. Vse njihovo premoženje in zemljo so zasegli, nato pa so jih z vlakom prisilno poslali nazaj na Poljsko. Ko so prispeli do meje, so morali prehoditi približno 3 kilometre, da bi prišli do mesta, vendar jim vstop ni bil dovoljen in so morali ostati na meji, ker je zanje skrbel Rdeči križ. Razmere so bile grozljive in veliko ljudi je zbolelo. Greenspan tega ravnanja ni mogel več prenašati, zato je skoval zloben načrt. Ko je pridobil nekaj denarja, je kupil strelno orožje in odpotoval na nemško veleposlaništvo v Parizu. Zahteval je pogovor z uradnikom veleposlaništva, trdil je, da je vohun in da ima pomembne informacije za deliti. Izjavil je, da bo informacija predal le veleposlaniku, ki ga je imenoval njegova ekscelenca, a zadovoljiti se je moral s pogovorom z Ernstom von Rathom, mlajšim uradnikom. Odvedli so ga v pisarno von Ratha, kjer so ga prosili, naj predstavi omenjene informacije, vendar je namesto tega Greenspan izvlekel orožje in ustrelil. Takoj so ga aretirali in v celoti je priznal zločin.
Greenspan je zaradi svojega nepremišljenega dejanja postal nekakšna slavna osebnost in je v zaporu France v Parizu dal več intervjujev. Tožilstvo si je prizadevalo, da bi ga poslali nazaj v Nemčijo na sojenje, vendar je francoska vlada to zavrnila. Na koncu so ga premestili v Burgas, vendar so njega in še nekaj drugih zapornikov med prevozom tja napadla nemška letala. Nekaterim zapornikom je med kaosom, ki je sledil, uspelo pobegniti in domnevali so, da se jim je pridružil tudi Greenspan, saj ga ni bilo med tistimi, ki so na koncu prispeli v Burgas. Če bi to vedel, bi verjetno pobegnil, vendar je namesto tega peš odšel v Burgas, kjer se je predal policiji in pojasnil, da so ga po napadu preprosto pustili za sabo, ko so ostale zapornike ponovno zbrali. Nato so ga zaprli v Toulouse, vendar so ga Nemci še vedno iskali. Ker je bila Francija do takrat že kapitulirala, so zahtevali, da se Greenspan izroči, kljub temu, da mu je bila nemška državljanstva zavrnjena. Francoska vlada se tej zahtevi ni uprla in Greenspan je bil zaprt na ulici princa Albrehta. Na koncu so ga premestili v Magdeburg, vendar pa njegova nadaljna usoda ostaja neznana. Nekateri verjamejo, da je umrl v priporu, drugi pa so ugibali, da je preživel vojno in se preselil v Pariz. To teorijo je leta 1946 okrepila pojavitev fotografije, na kateri naj bi bil po mnenju mnogih Greenspan. Fotografija je bila posneta v Nemčiji in čeprav nikoli ni bilo potrjeno, da je to res Greenspan, mnogi verjamejo, da je živel dolgo, neopažen strani nemških oblasti. Številka 7. Kje je sladki Jimmy? To vprašanje prevladuje v svetu boksa od leta 2003, ko je javnost ostala pozorna na dejstvo, da že več let nihče ni videl Jima Robinsona, enega prvih profesionalnih nasprotnikov Mohameda Alija. Februarja 1961 se je pojavil v boksarskem ringu v Miamiju na Floridi z staro vojaško torbo polno opreme. Mladi mož sploh ni bil namenjen za dvoboj z Alijem. Bil je pravzaprav zamenjava, rezervni borec, ki je v zadnjem trenutku nadomestil prvotnega boksarja. Še ni vedel, toda Robinson si bo prislužil slavo zaradi svojega 94-sekundnega poraza proti bodočemu trikratnemu svetovnemu prvaku v težki kategoriji. Postal je žrtev silovitih udarcev ambicioznega boksarja in izgubil dvoboj z nokauta. Ali se je od takrat naprej vzpenjal po lestvici in postal velik boksar, kot ga poznamo danes. Kaj pa Jimmy? Jim Robinson je potem očitno izginil iz javnosti, umaknil se je v senco in bil opažen še ne več kot 40 let kasneje. Prav zbiratelj avtogramov Steven Singer je dejansko odkril, da je bil boksar pogrešan človek. Singer je zbiral podpise vseh 50 nasprotnikov Alija, ko je leta 2003 ugotovil, da mu eden manjka. Prvih 35 je bilo enostavno dobiti. Za druge je potreboval mesece, a jih je na koncu dobil. Vse razen ene. Po pogovorih z novinarji, poročevalci, boksarskimi zgodovinarji in celo s pomočjo Alijevega starega trenerja, Angela Dundeja, so kmalu ugotovili, da nihče ne ve, kje je Jim Johnson ali kam je izginil. Tako preprosto se je zdelo, kot da se je svet sesul sam vase. Kje je bil nasprotnik Mohameda Alija? Zdelo se je, kot da sladki Jimmy sploh ni obstajal do tistega trenutka, ko so ugotovili, da ga ni. Navdušenci so se lotili primera, prečesavali zapise in postavljali vprašanja, na katera ni bilo odgovorov. Naslednjih 6 let se je Singerjevo preprosto zbiranje avtogramov spremenilo v enega največjih lovov na človeka vseh časov, za osebo, za katero nihče sploh ni vedel, da manjka. Tistih 6 let pa je bilo zaman. Singer, niti kdorkoli, ki mu je pomagal, ni dosegel nobenega napredka v primeru. Pogovarjal se je z nekdanjimi znanci, ki niso mogli ponuditi ničesar več kot le domneve. Namigovali so, da je morda Jim postal brezdomec, ali pa da potuje po svetu in uživa življenje v kakšni slikoviti državi. Če bi bila katera od teh teorij resnična, Jim nikoli ne bi izvedel, da ga ljudje iščejo, in noben družinski član se ne bi oglasil, da bi končno odgovoril na dolgotrajna vprašanja. Veliko ljudi se spomni, da so videli Jima, vendar se zdi, da se nihče ne spomni, kdaj je bilo to nazadnje. Danes nihče ne ve, kaj se je zgodilo z izginulim nasprotnikom Mohameda Alija. Številka 6. Zagonetni primer Sir Charlesa Kingsforda Smitha sega v leto 1935 in ker ga nikoli niso našli, njegov primer ostaja nerešena avstralska skrivnost. Smith si je v svojem življenju ustvaril precejšen sloves, saj so ga imeli za izkušenega letalca, ki je izžareval veliko šarma.
Njegovo kariero je zaznamovalo veliko podvigov, ki jih pred njim ni dosegel še nihče. Na primer, preletel je celotno Avstralijo brez postanka, letel iz Avstralije na Novo Zelandijo, nato iz Avstralije v London in opravil prvi prelet Tihega oceana v vzhodni smeri. Vsi ti podvigi so sami po sebi izjemni, vendar jih zasenčijo dogodki z leta 1935. Začelo se je 7. novembra tistega leta, ko se je Smith odločil poleteti iz Londona nazaj v Avstralijo. Do tega časa je bil Smith ali Smithy, kot so ga poznali njegovi prijatelji, star 38 let in odločil se je, da se bo na let odpravil skupaj s Tommyjem Petherbridgem. In tistega večera, ko je sonce zahajalo, sta se oba odpravila na pot z enomotornim letalom, imenovanim Lady Southern Cross. Ustavila sta se, da bi natočila gorivo v Allahabadu v Indiji, nato pa sta se odpravila proti Singapurju. V zraku ju je opazil drug pilot, Jimmy Melrose, ki je takoj poročal o srečanju, saj je bil zelo navdušen, da je naletel na slavni dvojec. Verjame se, da je bil Melrose zadnja oseba, ki je videla Smitha in Petherbridgea, preden sta izginila. Omeniti je treba, da je Smith, potem ko je kot mladenič med letom nad plažo Bondi skoraj izgubil življenje, razvil akvafobijo. To je pomenilo, da je bil vedno, ko je letel nad vodo, nagnjen k paničnim napadom. Vendar ostaja neznano, ali je to imelo kakršnokoli povezavo z njegovim izginotjem, a zdi se malo verjetno, saj je imel s seboj kopilota, ki bi lahko v vsakem trenutku prevzel nadzor nad letalom. Ko par ni prispel na cilj, so se pojavile številne teorije o tem, kaj bi se jim lahko zgodilo. Večina ljudi je domnevala, da je njuno letalo strmoglavilo v visoka drevesa na otoku Ai v Mjanmaru, in to z dobrim razlogom. Zemljevid, ki ga je uporabljal Smith, otoka še ni vseboval, zato bi lahko pozabil, da mu je na poti. Poleg tega so eno od podvoznih nog letala našli na otoku približno 18 mesecev potem, ko sta izginila. 3 mesece po njunem izginotju je drug letalec poročal, da je na otoku videl več visokih dreves, ki so bila prelomljena na pol, vendar ker niso našli nobenih dodatnih razbitin, ni bilo mogoče ugotoviti, ali je to povzročila Smithova letalska nesreča. Nekateri verjamejo, da je podvozje zgolj naplavilo na otok in da je Smithovo letalo dejansko strmoglavilo precej bolj južno. Od takrat je več ljudi, vključno z zgodovinarjem Ianom McKenziejem, iskalo dodatne sledi na otoku, vendar brez uspeha. Ker niso našli ničesar več, izginotja Smitha in Petherbridgea nikoli niso bila razrešena in dogodki, ki so se zgodili tisto noč, morda nikoli ne bodo prišli na dan. Številka 5. To je bil čas postavljanja rekordov. Ljudje so dosegali velike podvige, kot prvi, ki so vpluli svet, upravili transatlantska potovanja in obtičali v ledu med peš odpravami. Frank Lenz je želel tudi svoje ime zapisati v knjige rekordov zaradi nenavadnega podviga. Da bi bil prvi človek, ki bi prekolesaril svet. Namesto tega bi postal znan iz drugega razloga. Frank je bil iz Pennsylvanije in je bil spoštovan kolesar v skupnosti. Nekateri so menili, da je njegovo načrtovano potovanje noro, medtem ko so ga drugi ob odhodu spodbujali. Kolesar je pustil svojo službo knjigovodje in odhod določil na 25. maj 1892. V Pittsburghu je sedel na kolo in opravil zadnje priprave na 2 leti dolgo potovanje, na katero se nikoli več ne bi vrnil. Frankova pot ga je vodila čez Severno Ameriko, kjer je potoval več mesecev, preden je odplul proti Aziji, kjer bi se 20.000 milj dolgo kolesarsko potovanje nadaljevalo. Iz Japonske je pot nadaljeval na Kitajsko, nato v Burmo, Indijo in Perzijo. Do takrat je bil že leto 1894. Ko je Frank zapustil Perzijo, se je pripravil na zadnji del poti čez Evropo. Bilo je maja, ko je Frank prispel v Tabriz v Iranu. Naslednja destinacija pa je bila oddaljena 450 km. Pričakovano je bilo, da bo Frank prispel v Uzurum v Turčiji, vendar tja nikoli ni prišel. Namesto tega je Frank postal trajna skrivnost, zaradi česar je dobil vzdevek izgubljeni kolesar. Verjame se, da je skrivnostno izginil nekje na odročnem območju ob Turški reki, vendar tega takrat še nihče ni vedel. Šele proti koncu poletja so družina in prijatelji začeli postajati zaskrbljeni. Že nekaj časa niso slišali ničesar od Franka in ni kazalo, da se bo vrnil domov. Niso mogli storiti kaj dosti. O njegovi poti so vedeli zelo malo in niso imeli načina, da bi prišli do njegove zadnje znane lokacije. Drug kolesar, William, pa je do neke mere spremljal njegovo potovanje. Odločil se je odpotovati v Erzurum, da bi preveril, ali je Frank prispel tja.
William je dobil informacijo, da je moški, ki ga je iskal, potoval skozi vas, ko se je verjetno znašel sredi naraščajočega konflikta. Nažalost si je izbral napačen čas za potovanje skozi Iran, saj so se ravno takrat dogajali armenski pokoli. Osmansko cesarstvo je bilo že odgovorno za več tisoč ameriških žrtev. Frank je bil morda ujet v navzkrižnem ognju, ne da bi njegovi prijatelji in družina to vedeli. Prav tako so namigovali, da je moški morda postal žrtev namernega kaznivega dejanja, morda zato, ker je med potjo naletel na nevarne posameznike. Kljub informacijam, William, strokovnjaki in preiskovalci niso mogli ugotoviti, ali je Frank doživel grozljivo usodo, ali pa se je preprosto izgubil. Številka 4. Sprva so mislili, da sumerski seznam kraljev vsebuje le bitja in like iz mitologije te civilizacije. Toda odkritja, do katerih so prišli s pomočjo analize DNK, bi lahko dokazala nasprotno in prinesla še več skrivnosti temu nenavadnemu odkritju. Prvo ime na seznamu sega 226.000 let nazaj, kar se morda zdi nenavadno, saj zgodovinarji ne verjamejo, da so takrat obstajale civilizacije. Menijo, da se je sumerska civilizacija začela šele leta 5400 pred Dinandrne štunte in da se je končala 600 let kasneje. Zato dejstvo, da se kraljevi seznam začne 100.000 let prej, zgodovinarje bega. Sledi seznam imen kraljev, ki so vladali Sumeru do leta 1817 preveden na štoti. Imena so zapisana v sumerskem jeziku, kot je pričakovano, in so vrezana v glinene tablice, ki so jih našli v starodavni Mezopotamiji, danes znani kot Južni Irak. Seznam so našli med več izkopavanji v tej regiji. V 20. stoletju prvi odlomek pa je odkril nemško-ameriški učenjak Hermann Hilprecht. Na odkritje je naletel konec 19. stoletja, po obsežnih raziskavah pa je svoja dognanja objavil leta 1906. Leta 1911 je Jean-Vincent Chile odkril še več fragmentov, skozi leta pa so izpod zemlje izkopali skupaj 18 fragmentov. Pripoveduje tudi o velikem potopu, zelo podobnem tistemu, ki je opisan v Svetem pismu, ki naj bi se zgodil na tem območju pred 1000 leti. Vendar ostaja neznano, ali gre za izmišljeno ali zgodovinsko pripoved. Kar naredi seznam sumerskih kraljev tako nenavaden, je dejstvo, da naj bi nekateri kralji, omenjeni pred tem velikim potopom, vladali 1000 let, kar bi seveda moralo biti nemogoče. 8 omenjenih kraljev naj bi skupaj vladalo 344.200 let, zaradi česar nekateri menijo, da je seznam bodisi izmišljen ali pa pripoveduje mitologijo iz tistega obdobja. Kralj Enmu Luana je naveden kot vladar, ki je vladal 43.200 let. Kralj Kali Kaliluga pa je naveden kot vladar za 432.000 let. To je še dodatno podkrepilo teorijo o mitologiji, saj je število 432 pogosto uporabljeno v misticizmu skozi zgodovino. Pomembno je tudi za vikinge, Maja in stare Grke. A drugi imajo bolj logično razlago. Nekateri zgodovinarji verjamejo, da so te številke zakodirane v formuli, ki uporablja sumerski matematični sistem z osnovo 60. Ko to uporabimo na seznamu, postanejo obdobja, v katerih so vladali ti predpoplavni kralji, veliko bolj smiselna. Toda, ko ga uporabimo za popoplavne kralje, sistem odpove. Po seznamu je, ko so se poplavne vode umaknile, sumersko kraljevanje prišlo z neba in v povsem novo mesto z imenom Kiš. Nekateri kralji, omenjeni po tem obdobju, so Nangish Nungishlišma, ki je vladal 670 let, in Zukakib, ki je bil kralj 900 let. Nekateri zgodovinari so te dolge vladavine primerjali z vladavinami kraljev v Svetem pismu, za katere prav tako pravijo, da so živeli več 100 let. Nekateri so celo namigovali, da je ta seznam nekako povezan s tistimi kralji, vendar to ni bilo dokazano. Skupaj so po vojnem kralji vladali 24.510 let, 3 mesece in 3,5 dni. Kraljevska oblast se nato preseli v Uruk in na več drugih območij današnjega Iraka. Ko se datumi na seznamu nadaljujejo, je vladavina vsakega kralja krajša, razen še nekaj, ki so navedeni kot vladarji stoletja. Dolgo časa so verjeli, da so Sumerci ustvarili prvo človeško civilizacijo. Toda zahvaljujoč DNK testiranju, ki je bilo opravljeno na vzorcu, ki ga je predložil moški po imenu Albert Perry, so mu povedali, da je mogoče njegovo DNK izslediti do prednika, ki je živel pred približno 338.000 leti. Za kar so mislili, da je nemogoče, in mnogi še vedno menijo, da je nemogoče.
Zato mnogi ljudje še vedno vztrajajo, da so kralji na tem seznamu res lahko živeli tisoče let, vendar se to za zdaj jemlje z rezervo, dokler ne bodo odkrili več informacij. Številka 3. Ne gre vsakomur tako dobro kot Myrtli, ki je v svoji skupnosti našla veliko ljubezen. Susan Hoop zagotovo ni imela take sreče. V 70. letih je mati 3 otrok začela težko in naporno ločitev s svojim možem Raymondom. Odkrija je njegovo temno skrivnost, povezano z njuno varuško. Da bi bilo njene nesreče še več, je Susana, ki je imela raje ime Sue, doživela prometno nesrečo, ki bi ji skoraj vzela življenje, potem ko je zapeljala s ceste. Da bi bilo še huje, je tudi Suina hiša skrivnostno pogorela. Do let 1979 je bila Sue že povsem izčrpana zaradi vseh nesrečnih daril, ki jih je življenje namenilo. Vendar se njena nesreča s tem ni končala. V upanju, da bo izboljšala svoj položaj, se je Sue preselila k svojemu novemu fantu, saj sta si zagotovila lepo stanovanje. Toda ta fant je bil v vojski in je bil pogosto nameščen drugje. Vsak dan sta si pisala, a to še vedno ni bilo dovolj. Februarja tistega leta je ugotovila tudi, da je nekdo ponaredil čeke na njenem bančnem računu. Domnevno je trdila, da ve, kdo stoji za tem, vendar nikoli ni pojasnila, kdo je ta oseba. Sue je izjavila, da se bo z njimi soočila, vendar ne vemo, ali je do tega soočenja sploh prišlo, saj je kmalu zatem skrivnostno izginila. 12. februarja so otroci prišli domov in našli sporočilo, ki jim ga je pustila njihova mati, v katerem jim je naročila, da naj gredo k sosedu, če ne bo doma, ko pridejo. Namesto tega so se otroci odločili ostati doma in nepričakovano opazovali vrata. Grozljivo je, da njihova mati nikoli več ni stopila skozi vrata. Raymond pa je. Tistega večera je Raymond odšel domov, da bi naj plačal preživnino, ki jo je dolgoval, a je našel otroke same in jim namignil, da jih je zapustila oseba, ki jih je imela najraje. Ko se je razvedelo, da Sue pogrešajo, je bilo kmalu razkritih več podrobnosti. Preiskovalci so ugotovili, da je ženska odšla brez dodatnih oblačil, kar ni značilno za nekoga, ki naj bi namerno zapustil svoje otroke. Soseda je kasneje ponudila naslednjo ključno podrobnost in povedala, da je videla, kako je Sue vstopila v modro vozilo, ki ga je opisala kot tovornjak s kampersko nadgradnjo ali kombi. Bilo je ob 8:30 tistega jutra, ko naj bi ženska vstopila v avto z neznanim voznikom, kar je bil zadnjič, da jo je kdo videl živo. 29-letna mati je izginila iz Bentrija v zahodni Virginiji in ni bilo nobenih sledi, ki bi nakazovale, kaj se je zgodilo. Minila so leta, preden se je ime Sue ponovno pojavilo v medijih, vendar to ni prineslo nobenega olajšanja. Domnevno so leta 2016 na vznožju pečine v Kanawha Falls našli človeške ostanke. Sprva se je med preiskovalci ponovno pojavilo upanje, saj so verjeli, da so naredili preboj v več desetletij starem primeru. A po forenzični analizi so ugotovili, da so ostanki pripadali 6 različnim ljudem, nobeden od njih pa ni bil Sue. Zdaj je minilo že 46 let, odkar je Sue Rupp izginila v nenavadnih in zloveščih okoliščinah. V njenem primeru ni bilo nobenega napredka in primer ostaja nerešen. Številka 2. Arheološko najdišče na Malti je raziskovalce pustilo v dvomih, saj jim ni uspelo ugotoviti, kdo je ustvaril to najdišče ali zakaj so ga uporabljali ljudje, ki so na tem območju živeli pred 1000 leti. Najdišče, o katerem govorimo, se imenuje Hippogei Hal Safliet in se nahaja blizu velikega pristanišča Vallette na Malti. Zgodovina njegovega odkritja je izjemna, saj nihče ni vedel, da obstaja, dokler ga niso povsem po naključju odkrili. Leta 1902 je bil kamnosek zadolžen za gradnjo hiš na tem območju in bil je v postopku postavljanja temeljev za te stavbe. Medtem ko je kopal po zemlji, je po naključju prebil streho hipogeja hiše Atolion, vendar se tega sploh ni zavedal. Ni imel pojma, da je pravkar naredil pomembno zgodovinsko odkritje. Ko so opravili pregled najdišča, so ugotovili, da je bil velik del zgornjega nadstropja stavbe uničen zaradi gradbenih del, ki so se že začela. A ni bilo vse izgubljeno, saj se je kmalu izkazalo, da so spodnji nivoji ostali nedotaknjeni. Izkopavanja so se takoj začela. Leta 1903 pa je najdišče postalo last zasebnika. In naslednjih 8 letih so arheologi odkrili čim več kompleksa in ugotovili, da je bil zgrajen s 3 različnimi nivoji. Zgodovinarji niso vedeli, kaj naj si mislijo o kompleksni zgradbi, saj se je zdelo, da gre za nekakšen labirint, ki je vodil v različne sobe.
V kompleksu so našli tudi hodnike in majhne kotičke, vendar niso bili prepričani, zakaj so bile te sobe uporabljene. Celoten labirint je bil natančno izklesen iz apnenca, nekatera opravljena dela pa so bila izjemno kakovostna. Nekatera kamnoseška dela so bila zelo urejeni in natančni in nimamo pojma, kako bi to lahko naredili s primitivnim orodjem pred 1000 leti. Ko so izkopavanje napredovala, so na različnih odprtih območjih našli več krožnih jam, za katere domnevajo, da so jih uporabljali med obrednimi slovesnostmi. Toda zaradi nenavadne gradnje hipogeja hiše Atolian imajo nekateri ljudje druge teorije o tem, kakšen je bil njegov namen. Nekateri zgodovinari menijo, da je bila ta posebna metoda gradnje izbrana zato, da bi izboljšali akustične lastnosti kompleksa, saj se zdi, da so prostori natančno uglašeni na določene frekvenčne spektre. Če je temu tako, bi lahko bil hipogej hiše Saflian ena najstarejših zgradb, ki so jih kdaj ustvarili z namenom izboljšanja zvoka glasbenih instrumentov. Medtem ko je sama zgradba skrivnostna, so tudi nekatere relikvije, ki so jih tam našli, precej nenavadne. Med njimi je kipce, ki so mu dali ime Speča dama. Verjamejo, da predstavlja mater naravo, v mnenju nekaterih znanstvenikov pa naj bi predstavljala konec življenja. To najdišče, ki sega v obdobje med 4000 in 2500 p.N., zahteva še veliko raziskav, izkopavanja pa se bodo verjetno nadaljevana še dolgo časa. Upamo, da bodo raziskave razkrile več o teh skrivnostnih ljudeh in o načinu, kako so takrat živeli svoja življenja. Na prvem mestu je Myrtle Polk, stuber skupnosti v Dallasu. Več kot 40 let je poučevala v šolah ISD, nekaj več kot 30 let pa je bila predana članica lokalne cerkve. Myrtle je bila poročena z istim moškim 58 let zaročila, pa sta se, ko je bila stara 30 let. Žal je njen mož umrl leta 2010 in pustil svojo ljubečo ženo skoraj samo. Čeprav je živela sama, je Myrtle našla družbo v skupnosti, za katero je skrbela zadnjih nekaj let. Zdaj so bili oni na vrsti, da poskrbijo zanjo. 78-letna Myrtle je začela kazati znake demence v začetku leta 2024. Čeprav je ostala popolnoma funkcionalna, vendar je imela veliko pomoči. Njena družina tisto leto ni opazila ničesar posebej nenavadnega, a kmalu bo postalo prav to. Bilo je 8. junija tistega leta, ko je Myrtle sedela na svoji verandi s pogledom na sprednje dvorišče na odseku ulice Indian Creek Trail v območju številk 1100, Dallas, Texas. Tisti dan je opravila nekaj dela na vrtu in zdelo se je, da občuduje novo podobo, medtem ko je njena hči iz daljave občudovala njeno srečo, prizor, ki ga bo kmalu zajela tema. Okoli 9. ure zvečer je ženska po telefonu klepetala s prijateljico. Povedala ji je, da je zaposlena s pripravljanjem oblačil za jutrišnji odhod v cerkev, na katero pa nikoli ne bo prišla. Tisto oddaljeno občudovanje in tisti prijateljski telefonski klic bi bila zadnja priložnost, da bi kdo videl Myrtle ali kaj slišal od nje. Izginila je nekje med 9. uro zvečer tistega večera in naslednjim jutrom. Na klopeh v vznemirljivi baptistični cerkvi Singing Hills je sedel njen sin, ki ga je takoj zaskrbela materina odsotnost. Ob nadaljnji preiskavi je ugotovil, da tudi doma ni bila in jo je takoj prijavil kot pogrešano. 10. junija je bila za zdaj pogrešano žensko izdana opozorilo za pogrešano starejšo osebo, organi pregona pa so pohiteli z raziskovanjem. Prve preiskave so pokazale, da je izginil tudi Myrtlin črni Lexus ES 330 iz leta 2004. Njena odsotnost je vodila do domneve, da je Myrtle tistega dne odpeljala od doma z namenom, da gre v cerkev, vendar je naletela na težave ali se izgubila. Kljub obsežnim iskanjem in preiskavam, oblasti tisto leto niso napredovale. Ni bilo nobenih sledi, nobenih opažanj in nobenih namigov. Myrtle je izginila. Minilo bo precej časa, preden bo prišlo do naslednjega preboja. Do zdaj je že veliko ljudi pozabilo na pogrešano žensko, razen družine in prijateljev, katerih stiska zaradi nenadne odsotnosti se je nadaljevala. Bil je 4. november 2025, ko so končno našli Myrtlin avto, vendar njegov položaj ni bil obetaven. Bil je potopljen v potoku 5 Mile Creek, blizu poti Wagon Wheel Trail in ceste South Lancaster Road. Ležal je več kot 100 metrov od najbližje ceste. Ker so verjeli, da je verjetno Myrtle v vozilu, so se hitro začela prizadevanja, da bi vozilo odstranili iz potoka. S tem pa se je skrivnost le še poglobila. Myrtle ni bila v najdenem vozilu.
Ni bilo nikjer v ali okoli območja. Kot da bi zapustila vozilo, preden je zapeljalo v vodo. Nato so se začela dodatna iskanja, tudi s pomočjo prostovoljcev in enot K9. Nobenih dodatnih sledi niso našli, zato je izginotje Myrtle ostalo nenavadna skrivnost. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi videi. Moje ime je Top 5 neznanih in se vidimo v naslednjem videu.